Dober večer, ljube gospe, spoštovani gospodje. Hvala za možnost moje prisotnosti vsem tistim, ki so prišli na idejo, da sem tudi jaz aktualen znotraj Rdeče knjige. Poklical me je spoštovani profesor Borut Škodlar, ki pač moram omeniti, on je bil tisti, ki me je poklical. In seveda pa srčna hvala gospe prevajalki, prevajalcem, prisrčna hvala vsem organizatorjem in tudi predvsem tistim, ki so primarno prišli na idejo realizacije Rdeče knjige v slovenskem prostoru. O sebi bi pač povedal, da sem že pri Jungu, da sem že Jungovec, rad povem, da sem pač arhetipski Prekmurec, se pravi, dejansko ni druge genetske osnove, kar se tiče telesnega, in tudi ni druge arhetipske osnove, kot je to, da sem dejansko tudi z veseljem Prekmurec. Živim v Rakičanu pri Murski Soboti in tam sem tudi zelo rad. Ljubljani ne rečem Ljubljana, ampak kar enostavno Ljubica, ker mi je praznik priti v Ljubljano, čeprav tudi moram povedati, torej, ko grem v Ljubljano, mislim na moje zeleno Prekmurje, pa si rečem, aha, avtocesta za nazaj pa zgleda tako in se tudi zelo rad vračam. Torej, Jungovec sem diplomirani od leta 1975, novembra, v Zürichu sem diplomiral in sem tudi pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje, kar se tiče tega, kako sem prišel do Karla Gustava Junga v tistih časih, se pravi nekje tam v začetku 70-ih let, 1970. leta, torej na podlagi lastnih razmišljanj ali pa bi kar lepo rekel, ne samo razmišljanj, ampak neprimerno širših psihičnih vsebin, odnosno pravzaprav moje celotne duševnosti. Kajti, če bi rekel, da sem samo mislil, ko sem postavil Jungovec, bi bilo preozko, kajti mišljenje je samo ena od funkcij zavesti. Že znotraj naše zavesti imamo razne, bomo rekli, da tako na kratko povem, funkcije zavesti, kaj šele potem individualno, podzavestno, pa kolektivno nezavedno. Pa moja domača naloga danes je v smislu, da opišem Jungovo osebnost v primerjavi z njegovo Rdečo knjigo. Da je do tega prišlo, sva se zmenila s profesorjem Borutom Škodlarjem, in sicer, ko me je vprašal, kaj bi naj, ampak potem je bil moj odgovor pravzaprav, ko sem prišel v Zürich januarja 1972, sem imel tudi možnost spoznati številne Jungove sorodnike in moji profesori na Jungovem inštitutu v Zürichu so pravzaprav bili učenci Karla Gustava Junga. Za Rdečo knjigo kot tako v sodobni terminologiji, ki ni bila primarno rdeča, sem zvedel torej že zelo zgodaj, vendar je to bilo, odnosno vsebina tega dogajanja je bila tudi takrat, bom povedal, neke vrste skrivnost, o tem se pravzaprav ni govorilo, bi rekli, šušljalo se je po domače povedano, pa niti sam nisem dojel, zakaj se ne spregovori tako jasno, vendar danes bom rekel, da kar relativno solidno dojemam, zakaj se je s tem zavlačevalo, pa ne iz nekih, bi človek rekel, paranoidno, anksioznih razlogov, ampak ker gre za tisto najožjo
bi rekli, Jungovo notranjost. Ne bom govoril o neki intimnosti, ampak za najožjo Jungovo notranjost. In če kje obožuje Junga, potem dejansko iz tega aspekta, da si je upal to obelodaniti. Spoštovani, ko študiraš, v tem primeru mojem analitično psihologijo, sem si seveda tudi jaz zapisoval moje sanje, ki jih še danes imam pač v enem arhivu, da tako rečem, ampak če bi me kdo vprašal, sem toliko pogumen, da bi si upal objaviti moje sanje, recimo v obliki rdeče knjige, bi po vsej verjetnosti nekaj časa kolebal, torej ne bi mi bilo jasno, odnosno rabil bi neke vrste notranje psihični proces dozorevanja, da grem s to introvertno vsebino v tako imenovano ekstraverzijo. Torej, Jung kot človek, priprava na današnji nastop je seveda trajala kar nekaj časa. V bistvu ni mi zadostovalo to, da sem, kot rečeno, imel možnosti hoditi po Jungovih ulicah, da tako rečem, spoznavati kraje, kjer je živel Carl Gustav Jung. In konec koncev, torej Jungov inštitut kot takšen, kjer sem tudi zunanji sodelavec, to se pravi, sem mentor in supervizor bodočih analitičnih psihologov. Torej Jungov inštitut se pravzaprav nahaja v hiši, kjer je Carl Gustav Jung za svojo družino živel. Ne bom delal nobeno propagando, nekateri ste že bili tam. Za mene je to vedno en takšen, bi rekel, arhetipski praznik, veliko doživetje in nikoli mi ni dovolj biti tam na Jungovem inštitutu, kjer sem seveda imel tudi že kar nekaj predavanj. Torej, grem k Jungu kot subjektu. Jung je bil rojen 1875. leta, izhaja iz torej, švicarske družine, torej je otrok švicarskih staršev in sicer je oče bil duhovnik evangeličanske reformirane cerkve in mama pa je bila hčerka tudi, bi človek rekel, zelo pobožne evangeličanske družine. Emma Preiswerk je bila potem njegova poznejša žena, prav tako, bi človek rekel, introvertno, religiozna, reformirana oseba. Torej, v bistvu, kaj bi vam rad povedal, torej zakon Jungovih staršev je bil nekako, človek rekel, težaven, odnosno pač bile so določene komunikativne problematike, ki jih najdete kjerkoli boste to brali. Torej, je pa seveda bistveno vplivalo na njegov osebnostni razvoj. Rad bi povedal tudi to, da če gledamo rodovnik Carla Gustava Junga, torej njegov stari oče, tudi Carl Gustav Jung, je bil zdravnik, ki je prišel iz Nemčije v Švico in je bil tudi rektor Bazelske univerze. Če govorim o psihičnih lastnostih Carla Gustava Junga, starejšega, torej dedka Carla Gustava Junga, našega, mojega, potem pač moram povedati, prebivalci Heidelberga so si ga zapomnili po njegovem ekstravagantnem vedenju. Enostavno, torej, nastopal je kot, bi rekli, kot nekaj posebnega. S tem ne bom govoril, da bi imel neko psihiatrično diagnozo ali pa
neko tisto dejansko globoko psihopatologijo, ampak je pa bil vidno drugačen. Sicer pa ni bilo, ne vem, kakšnih, bi človek rekel, odstopanj od vedenskega vzorca po smeri Jungu, da tako rečem. No, potem tudi ta dedek od Karla Gustava Junga je bil tudi, če to kaj pomeni, torej zelo aktiven prostozidar v Baslu. Medtem pa po materini strani, torej družina Preiswerk, pa je bila zelo predana spiritizmu. Je bila zelo predana spiritizmu. Skratka, torej gre se za ta, bi človek rekel, sindrom kolektivnega, nezavednega ali pa arhetipskega, ki je dominiral torej po materini strani. Torej materina stran Karla Gustava Junga je bila nekako zelo intenzivno v sferi kolektivno nezavednega, odnosno arhetipskega. In Karl Gustav Jung kot takšen je zelo zgodaj prišel v stik, torej bi človek rekel z ekstraverzno kolektivno nezavestjo, da tako rečem kolektivnim nezavednim. In sicer je njegova mama zelo sodelovala v teh spiritističnih seansah. Skratka, v družini Karla Gustava Junga kot takega je bil spiritizem doma po materini strani. In Karl Gustav Jung je ne samo, bi človek rekel, on je najprej sodeloval kot otrok, kot pasiven član teh spiritističnih seans. Rad bi samo na to opozoril, da pravzaprav mi, tudi jaz sem bil med tistimi, ki, kadar govorimo o vsebinah kolektivnega nezavednega, premalo omenjamo tudi spiritizem, torej klicanje duhov, pritrkovanje, pa kakorkoli bi že rekli. Mogoče to ni ravno pravilno, ampak tudi skozi to pripravljanje mi je to postalo več kot zavestno, da pa moramo to omenjati, odnosno je omembe vredno kot eden od načinov manifestiranja kolektivnega nezavednega v nas. Torej, Jungova mama je ves čas bila zelo aktivna v teh spiritističnih seansah in po drugi strani pa vemo tudi, da je bila depresivna, da se je zdravila, bi človek rekel, zaradi depresij in ena doba 3 mesecev je zelo vprašljiva. Jaz sem malo bolj poskušal prodreti, kaj se je pravzaprav dogajalo, ali je bil zakon Jungovih staršev tako težaven, da pač mama 3 mesece ni bila doma, po domače rečeno, ali pa je dejansko bila psihiatrično tretirana, o tem danes še ne morem govoriti. Potem je tudi zelo pomemben podatek, da Jung kot otrok, kako sem prebral, je spal v sobi z očetom skupaj, torej ni spal tam, mati je spala posebej, ne. Seveda bi se tudi tukaj morali spraševati, kakšen je bil razlog, kakšna je bila indikacija, da je pač oče bil tisti, ki je po noči nudil varnost temu otroku Karlu Gustavu Jungu. Namreč, zakaj sem omenil to ekstravertno manifestacijo kolektivnega nezavednega, ekstravertno manifestacijo spiritizma, ker v bistvu Jungova psihologija nas uči,
Jungova psihologija nas uči, da je otrokov ego, ko pride torej mladi subjekt na ta svet, dejansko še arhetipske vsebine. Se pravi, ko prikveka dojenček na ta svet, je njegov ego prepreden, odnosno vsebuje samo tiste primarne zgodovinske lastnosti, da tako rečem, arhetipske lastnosti in odraščanje, to še ni individuacija, ampak dozorevanja iz otroka in tako naprej je v bistvu oddaljevanje ega od kolektivnega, nezavednega, odnosno od arhetipskega sveta. Torej, pri Jungu kot subjektu je opazno to, da moramo govoriti o dveh sklopih, če smem tako reči, neke psihične posebnosti. Eno je, tisti, ki ste pedopsihiatri in tako naprej, torej eno je ta otroška, bi človek rekel, nevroza ali kakorkoli že, torej dejansko problem starševskega kompleksa, iz katerega se potem seveda razvija ta nevrotski sindrom. Torej, Jungovo življenje, da tako rečem, ta zgodnja doba, bomo rekli predšolsko obdobje, če smem tako govoriti, je bilo prepredeno ravno s tem, da je bil zakon staršev, kot sem že omenil, težaven. In torej Jung kot takšen je, čeprav sem omenil, da je spal z očetom, Jung kot takšen je doživljal v materi eno veliko mater, od katere se ni nikakor mogel odcepiti, torej to je tudi več zgodbje. Jung je doživljal svojo mater na eni strani kot tisto vsakdanjo gospodinjo, ki je likala, recimo, in potem kar med likanjem pa je zabredla v simptomatiko, bom rekel, kot neke vrste čarovnice v narekovajih povedano. Skratka, torej, ta ekstremistična psihična manifestacija Jungove matere, namreč sam sebe potem on tudi tako doživlja, ko opisuje svoj lasten psihični status, da je ta razcepljenost, če smem tako reči, ali pa ta vez, na eni strani torej med vsakdanom in pa vdorom tega arhetipskega sveta pri Jungu bil podoben kot pri njegovi materi. Torej, to je ta ena taka identifikacija z mamo. In Jung je bil star, samo to nekako da povem, Jung je bil star 41 let, to se pravi že kar svetovno znan psihiater, ko mu je umrla mati. In torej, ko je njegova mati umirala, ga je obiskala v njegovi sobi, torej delovni sobi, on to opisuje, in sicer jo je videl in govorila mu je nekaj groznega, torej star 41 let. Govorila mu je nekaj groznega in je bil tako šokiran, da dejansko par ur ni mogel priti k sebi. Torej, bi človek rekel, mi v psihologiji govorimo o tako imenovani črni materi, torej, in kot rečeno, da spet ponovim, mati je čarovnica. Torej, mati je imela na njega en silen vpliv in oče mu je pa umrl, ko je bil star 21 let. Da se malo vrnem še k očetu. Očeta ni imel rad. To se pravi, očeta ni cenil, čeprav
ponavljam, v tretje je pa bil tisti, ki mu je nudil nočno varnost. Torej, mati je bila dejansko, kot mi rečemo v psihologiji, če govorimo o starševskem kompleksu, mati je bila tako imenovani plus pol starševskega kompleksa, oče pa tako imenovani negativni pol starševskega kompleksa. Seveda, ko govorimo o plus polu pa o minus, da tako rečem, ne govorimo o tem v smislu tako, kot sicer pojmujemo, kajti ta plus pol, plus del starševskega kompleksa je neprimerno bolj nevaren za subjekt, odnosno je neprimerno bolj energetsko opremljen, odnosno več energije v kompleksu se nahaja ravno v tistem tako imenovanem pozitivnem polu, in to je bila Jungova mati, torej bi človek rekel tista mati kot simbolika, recimo kakšnem črnem oblaku in tako naprej. Torej, mater on pravzaprav celo življenje ni predelal. In se je tudi bal, da tako povem. Medtem ko pa je pa potem pozneje še kako intenzivno iskal očeta, torej v raznih subjektih, tudi v Sigmundu Freudu in tako naprej, in potem tudi v Rdeči knjigi, torej Filemon kot takšen je nekje v bistvu arhetipska kompenzacija, če smem tako reči, Jungovega očetovskega kompleksa. Torej, potem, ko boste brali, saj ste že brali tudi, tiste Jungove arhetipske sanje o falusu, ko je bil star 3 do 4 leta, in ko mu potem v sanjah mati reče za falus, da to je pravzaprav simbolično rečeno morilec človeštva. Torej, gre se za to, da je očitno zopet neke vrste arhetipska razočaranost, če smem tako reči, nad tem očetom. Torej, kje je ta problem te Jungove mladosti, torej zgodnjega otroškega obdobja? V bistvu, če se ta osebnostni razvoj odvija nekje po enih zdravih principih, torej nekje v optimalnem, narekovajih seveda, okolju, potem je to odmikanje od arhetipskega nezavednega, odmikanje ega od arhetipskega nezavednega nekako enostavno lažje, medtem ko pa pri Jungu to ni bilo tako. Torej, ta njegova, bi človek rekel, ta njegova fiksiranost v arhetipskem je bila prisotna že v predšolskem obdobju, če smem tako reči. Mogoče, zopet to so take moje asociacije, mogoče potem tudi, hočem biti mogoče malo splošen, neke vrste življenjska navajanost biti uspešen, odnosno življenje v nekem stalnem spremljanju arhetipskega sveta. Ker v bistvu naš arhetipski svet se nam najbolj manifestira, ko gremo spat, skratka v sanjah in tako naprej, medtem ko je on nekako, čeprav je skrival, recimo te sanje o falusu, 60 letih je skrival, ampak jih je celo življenje nosil v sebi in pravzaprav ni predelal. Torej, enostavno se je nenavadno globoko vrezal ta arhetipski sindrom v njegovo poznejše življenje. S tem bi samo to hotel povedati, torej, da je že v predšolskem obdobju bilo nenavadno intenzivno življenje Karla Gustava Junga z lastnim arhetipskim svetom. No, in potem v osnovni šoli se je to nekako nadaljevalo. On je imel v osnovni šoli, sicer je bil kot sin evangeličanskega duhovnika na vasi, nekako je imel določen status in ni nekih posebnosti, razen da je potem v pozni puberteti
v pozni puberteti, ko se je zrušil itak že zdavnaj ta religiozni sindrom njegovega očeta, ne? Torej dejansko, torej on očeta tudi, bomo rekli, ni predelal zaradi tega, ker je bil oče duhovnik in nekako, torej Jung je doživel to hudo ali pa intenzivno, če se rekel hudo, to ni rečeno v tem moralnem smislu, ne? Ampak globoko regresijo religioznega življenja, ko je praktično izgubil vero svojih staršev, če smem tako reči, in ko boste kaj brali o tem, ne, je dejansko na nek način malikoval, zopet v narekovajih, ali pa zganjal neke vrste šamanizem na podstrešju in tako naprej. Skratka, ena globoka religiozna regresija. No in potem zopet, kot rečeno, sanje, ne, v zgodnji puberteti, ne, ko on sanja pač, da božanstvo defecira, ne, enostavno na Bazelsko katedralo in poruši streho, ne. Več kot simbolično, ne, več kot simbolično, dejansko torej na ta način je bilo jasno, da je globoko nepriznaval, odnosno da je nekje njegov odnos do, bomo rekli, reformirane krščanske vere bil še kako narušen, ne. Samo za intermezzo moram povedati, torej Jung nikoli ni šel v Rim, ne. Čeprav je tako rad potoval, ampak nikoli ni zbral poguma, da bi pa šel v Rim, ne. In torej, zakaj odgovora na to nimamo, lahko samo nekako natolcujemo. To samo toliko, da tudi malo dodam, že kar se tiče same Jungove religioznosti, ne. Torej, in bomo rekli, vrednotenja Jungove religioznosti tudi v odnosu do krščanstva. Torej, to je bila osnovna šola, potem pa seveda pride Jung v gimnazijo in v gimnaziji v Baslu postane globoko depresiven. Globoko depresiven, enostavno, torej nekako ta vodilni simptom njegovih, bi rekli, težav, če smem tako reči, kdo jih pa nima, je bila ena depresija, počutil se je globoko manj vrednega in torej njegovi sošolci so ga smatrali kot zelo introvertnega, po slovensko rečeno outsiderja, ne, tako po domače. Pač je tako, da imamo toliko teh izrazov in zanimivo je to, ne. Profesori na bazelski gimnaziji so ga smatrali za intelektualno slabo nadarjenega, ne. Jaz sem se seveda spraševal, kako to, ne, intelektualno slabo nadarjen, to se pravi nekako tisto, ne. Seveda, ne, pač Marie-Louise von Franz, ne, Marie-Louise, ki jo jaz seveda osebno poznam, je bila tudi moja profesorca, ne, Junga opisuje, kar se tiče tipologije, kot introvertnega misleca, to se pravi njegova primarna funkcija zavesti je bilo mišljenje, vendar ne ekstravertno, ampak introvertno, ne. In seveda take osebnosti ne morejo manifestirati svojo inteligenco v ekstraverziji, če pa, kot rečeno, so dejansko tako okupirane same sabo, odnosno torej toliko energije tudi trošijo za, bi človek rekel, nekje iskreno povedano, za ukvarjanje s samim seboj. No, Jung se je potem nekako odločal, kaj bi študiral, naravoslovje in pa družboslovje, zmagala je medicina. Rad bi pa še nekaj povedal, zopet, če se malo vrnem k nevroticizmu mojega velikega vzornika, duša me boli, ampak če se malo vrnem, ne,
Torej, Jung je samega sebe smatral nekje, da je nekako sestavljen iz dveh osebnosti. Ko je bil v gimnaziji, je to bilo dokaj izrazito. Na eni strani pa nebogljeni, bi rekli grešni kozel, če smem tako reči. In na drugi strani je pa smatral, razvijal je eno nadkompenzacijo in sicer se je ukvarjal z mislijo, da je Goethe oče njegovega dedka, Karla Gustava Junga. Skratka, torej, kaj hočem s tem povedati? S tem hočem samo to povedati, da te regresije gredo tako daleč, čeprav nekako neke realne osnove, da tako povem, ni bilo, ampak super. Torej ta osebnost iz 18. stoletja, kjer naj bi bil Goethe oče njegovega dedka, torej ta regresija ni enostavna. Ta regresija ni enostavna, bi človek rekel, je najmanj, kar bi človek povedal, nekje globoko nevrotska, ampak ima že tudi določeno arhetipsko primes. No in ravno iz življenja Karla Gustava Junga potem nekako vidimo, da je vedno bolj prevladovala ta, bi človek rekel, komponenta, da je nekaj več, ta hiperkompenzatorna komponenta, da je pač potomec Goetheja, medtem ko pa se ni kaj dosti ukvarjal dejansko s to, bi človek rekel, senčno platjo njegovega duševnega funkcioniranja. No, potem je študiral medicino v Baslu. Študij medicine v Baslu ga pa je intenzivno vrgel nazaj v področje spiritizma. Torej, zelo intenzivno ga je vrgel nazaj v področje spiritizma. In sicer, če bi razlikovali med nekdanjim spiritizmom, kjer je bil, bi človek rekel, pasiven ali pa nekako neizšolan, kar se tiče spiritističnih seans, sedaj Jung posega po literaturi, po spiritistični literaturi, študira spiritiste in tako naprej. Torej, in sam vodi tudi spiritistične seanse. Jaz bi zopet rekel, torej, nenavadno intenzivno življenje v arhetipskem svetu. To se pravi, v zavesti. To se pravi, v zavesti on živi v arhetipskem svetu in potem tudi doktorira, leta 1902 on doktorira ravno s to tematiko, torej nekje odnos psihologije do okultizma. Torej, bi človek rekel, kar globoki, zelo intenziven poseg, odnosno zelo intenzivno ukvarjanje z lastnim kolektivnim nezavednim. Jung potem postane zdravnik in se zaposli, torej se odloči se za psihiatra, se odloči za psihiatra in se zaposli na psihiatrični kliniki Burg-Hölzli, to je pač tista znana psihiatrična klinika v Zürichu. Torej, tam je delal profesor Eugen Bleuler, s katerim se je nekaj časa zelo dobro razumel. Torej, zelo dobro se je razumel. Ampak, seveda, profesor Eugen Bleuler je bil tisti klasičen psihiater, to bi to rad poudaril, ta dualizem med klasično psihiatrijo in psihoanalizo ali pa analitično psihologijo je tudi dan danes še prisoten, vendar sta se potem kmalu začela razhajati.
Ampak, tako če malo sledim, dejansko nerazrešen očetovski kompleks, če že govorimo o Jungu kot osebnosti, se je manifestiral tudi v odnosu do svojega predstojnika, profesor Bloilerja, tako da sta se ta dva potem tudi kmalu razšla. Torej, vmes se je Carl Gustav Jung poročil, torej z Emo Rauschenbach, in ta Ema Rauschenbach pač je zelo pomembno tudi to, kar boste brali v njegovi autobiografiji. Torej, Jung je pristopal do realnega sveta nekako mistično, bi človek rekel, intuitivno. On je rekel, Ema bo moja žena in to je to, ampak ni pa vedel, bi človek rekel, to nekako racionalno razdelati. Skratka, on je imel do tega realnega sveta, predvsem kar se tiče pomembnih življenjskih odločitev, torej ta transcendentalni, primarni transcendentalni odnos. Torej, Ema Rauschenbach je bila, bomo rekli, bogata hčerka industrialca. To je zelo pomembno zaradi tega, ker Carl Gustav Jung je enostavno potem, ko je prišel, bomo rekli, simbolično rečeno, do denarja, je začel graditi to hišo in kot avtobiograf opisuje dogajanje, dejansko načrt za gradnjo te hiše, kako bo izgledala in tako naprej, koliko se bo investiralo, je bil Jungov, denar je pa bil od njegove žene. Čisto tako, torej, kaj boste videli v Zürichu, je pač v Küsnachu je rezultat tega. No, zato tudi tako imenovani Jungov kompleks denarja. Jungov kompleks denarja, ki je neki, bi človek rekel, avtonomizem ali kakorkoli bi ga že imenovali, ampak ga avtorji tudi omenjajo, torej Jungov kompleks denarja. Torej, in ta Jungov zakon je bil, bi rekli, kar v redu, po domače rečeno. Seveda, potem, torej Jungova žena kot taka je bila močno intuitivna in je pravzaprav v bistvu na tem emocionalno-intuitivnem področju bila vedno v primerjavi z njim dominantna, torej nad njim, odnosno mu je igrala mater in kot se temu reče, Jung se očitno baje ni zavedal, da je pravzaprav on bil njen 6. otrok. Tako pač malo me duša boli, ampak tako je. Bodimo iskreni. Torej, to je bila Ema, ki je seveda ogromno prestajala, torej imela sta 5 otrok in zopet tisto, moj dragi profesor, torej v tej biografiji o Carlu Gustavu Jungu se govori, da so bili pravzaprav otroci pol sirota. Torej, je pač tako, zakaj dinamika, znanost in, ampak glavnem, torej, ta njegova žena, Ema, je bila tisti gonilni motor in seveda zdaj pač ena določena napaka, ki jo pravzaprav bi vsi radi najrajše delali, da analiziraš svojo ženo. To je tisto, da analiziraš svojo ženo. In to je tudi tako bilo, da je Jung pač analiziral svojo ženo. Torej, Ema ni imela lahko. Jaz bi pa sem moral opozoril na to težko dogajanje, torej ta razvoj psihoanalize kot take, tudi recimo na Slovenskem. Berite mojega profesorja Kanonija, berite ga, Janeza Kanonija. Moj profesor je bil, jaz ga obožujem, torej kupite si to za Božič. Ste tudi malo videli, kaj je pravzaprav pomenilo biti psihiater v tistem obdobju, kako se je kruto eksperimentiralo
bi človek kar rekel. Ne? Ampak torej to analiziranje njegove žene, tako, ne? In potem tudi pošiljajo tudi k Freudu in tako naprej. Skratka, torej, kot rečeno, torej, ta očetovski kompleks, ne? Torej, Jung ni zmogel komunicirati z Eugenom Breuerjem, potem tudi ni zmogel komunicirati, dejansko ni zmogel komunicirati tudi s Sigmundom Freudom. Nekako, torej, razšlasta se, kot vemo, čeprav v bistvu vi danes večer ne boste slišali nobene slabe besede o Sigmundu Freudu, katerega jaz osebno obožujem. In mislim, dosti je tukaj napihnjenega, več napihnjenega, kot pa dejansko v realnosti prisotnega. Tudi moja osebna pot je bila taka, ne, da pravzaprav, gde sem bil celo kandidat, da bi me Zagreb poslal na študij Freudove psihoanalize, ker so me videli kot sposobnega za bodočega Freudovca. Torej, potem pa seveda ta lom s Sigmundom Freudom sedaj zopet, ne, torej, sedaj se pa začne to njegovo Jungovo potovanje, ne, to 5-letno potovanje v kolektivno nezavedno. Zopet, torej, biograf reče, da dejansko, ko so se razšla s Sigmundom Freudom, dejansko Jung ni več zmogel nekje obvladovati tega kolektivnega nezavednega v sebi, odnosno je nekje prišlo do, bi človek rekel, poplave kolektivnega nezavednega nad njegovo ego zavestjo. No, jaz bi rekel, tu moramo pač, če sem zopet čisto iskren, razlikovati med vzrokom in pa osnovo. Ne? Med vzrokom in pa osnovo. To se pravi, jaz osebno se ne bi ravno strinjal z osebo, ki reče, da je pravzaprav to Jungovo potovanje kolektivno nezavedno in tako naprej bilo posledica loma z Sigmundom Freudom. Jaz se ne bi strinjal, ker jaz bi rekel, kot rečeno, to ni bila osnova. To ni bila osnova. Ne? Osnova je bila seveda ta, bi človek rekel, pač lomljivost duše Karla Gustava Junga. To je bila osnova, medtem ko pa vzrok bi lahko rekli nekje, bi lahko bil, skratka, odnos med njima je bil v tem smislu, da se je Jung doživljal kot neke vrste sina, medtem ko Sigmund Freud naj bi bil očetovska figura. In zopet, torej, koliko sem prebral, naj bi bil Sigmund Freud v osnovi stabilnejša osebnost kot Karl Gustav Jung. No, potem seveda se začne to njegovo potovanje, ki je trajalo 5 let, torej moramo ločiti torej, pisanje Rdeče knjige in pa to njegovo potovanje. In rezultat tega potovanja je to in to. Pač Rdeča knjiga. V bistvu osebno se sprašujem, kot seveda sem psihiater, torej kako je zmogel Karl Gustav Jung to intenzivno manifestacijo kolektivnega nezavednega v ego zavesti in med tem časom seveda pisati knjige in pa potovati. Torej, eni govorijo, da bi naj premagal svojo nekje otroško schizofrenijo, to se pravi nekje schizofrenije v otroštvu, to jaz kot psihiater seveda moram odločno negirati, ker v bistvu, da bi si nekdo pomagal
ozdraviti lastno šizofrenijo, predvsem otroško, ki je praktično več kot absurdno. Na vsak način ga pa eden švicarski kolega, njegov psihiater, po tem potovanju v kolektivnem nezavednem, ki ga imate tudi pred sabo delno, torej po tem potovanju v kolektivnem nezavednem ga opisuje dejansko kot schizoidnega, torej nekje vase zaprtega. Carl Gustav Jung ni bil več isti človek, kot ko je nastopil to potovanje, ampak torej, predvsem kar se tiče komunikologije in njegove emocionalnosti, torej je bil pač nekako, bi rekli, težavnejši, je bil napornejši ali nekaj takega. Torej, to potovanje je bilo zaključeno in Carl Gustav Jung je seveda po tej fazi, po tem obdobju potoval tudi po svetu. Kar se tiče njegovega odraslega obdobja, to se pravi te aktivne življenjske dobe, bi rad omenil tudi na vsak način problematiko dejansko Carl Gustav Jung in njegove ženske. Torej, zopet, da se malo vračam v to obdobje, začetka psihoanalize. Jaz iskreno moram verjeti, da je bilo storjenih, odnosno, da je tu določena razvojnost, da je tu bilo storjenih, bom kar enostavno povedal, dosti nedopustnih napak, ki se pa nažalost še tudi dan danes dogajajo. Če smo čisto iskreni, dejansko te napake se tudi dan danes še dogajajo. Mogoče smo se naučili nekaj, ampak ne pa v popolnosti. Namreč, to je tudi v Rdeči knjigi opisana ta njegova anima. Carl Gustav Jung je postajal slaven mož, predvsem, ko je išla njegova tipologija zavesti, je on postal dejansko, to je bil boom efekt, in je postal svetovno slaven mož. In seveda, pač, torej, kar se tiče anime, torej, tukaj bi jaz rekel, da marsikdo tudi v delu ta sobotna priloga, da pač avtor ima tu težave, eno je duša, eno pa je anima. Torej, jaz bi le rekel, torej, Carl Gustav Jung je bil, bom rekel, čistko, pač je bil slaven možakar. Pri Emi, ki je bila, kot rečeno, intuitivno, čustveno materinska, kaj vam naj rečem, mogoče sem sedaj malo odmaknil, bil sem sam v politiki, tako da malo vam očaram to animo. Bil sem sam v politiki in po nočnih sejah parlamenta, enostavno imaš dejansko razne možnosti. Ampak, skratka, torej, kaj je anima? Anima je tista notranja ženska, anima je karijera. In kaj ti reče anima? Anima ti reče, ti bo zdaj šel k tej tvoji ženi, za Božjo, neko pa, skratka, torej, dejansko, torej, ta notranja anima, ta notranja ženska, rad bi samo poudaril, da moški ima 3 ženske, to spravi, eno je mama, drugo je ta notranja ženskost, ker v bistvu smo mi notranje psihično zelo dvospolni, in potem pa tretja pa je, da bi rekli, pač realna telesna žena, da tako rečem. In seveda, kdo potegne kratko?
Veste, ne? Kdo potegne kratko, se ve, ne? Pač to je tako nekako, torej v glavnem, toliko je teh skušnjav anime, ne? Karijera, pa eno, pa drugo, pa tretje, ne? Torej, in tukaj, jaz bi rekel, Jung se je zelo intenzivno ukvarjal s to animo, to njeno notranjo njegovo notranjo ženskostjo, ker anima kot taka pa je podzavestna ženska, ne? Anima je podzavestna ženska, ne? Torej, na eni strani, kot rečeno, mama, navadno mama, pa anima, ne, potegneta skupaj, pa kaj boš ti, saj ti si ja šolan, pa ti si lep, ne, pa ne vem, vse skupaj, ne, skratka, nobena ni dovolj dobra, ne, skera je pa dobra za mama. Torej, gre se za to, ne, torej, in pač Jungu, jaz sem pač poznal, recimo, mislim, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffe, Jolanda Jacobi, ne, to so bile vse krasne ženske, pa hočem seveda reči, ne, čisto tako iskreno povedano, ne, torej Junga, jaz si to upam trditi, dejansko Karla Gustava Junga, brez teh žensk, ki so delale z njim na inštitutu, ne bi bilo. Pač moram povedati, ne, čisto tako, skratka, ker poznal sem te moje profesorce, ne, in zato tako govorim, ampak seveda so pa potem tu bili določeni dogodki, ne, in recimo Sabine Spielrein, ne, pač zaradi katere Sabina Spielrein je tudi bila nekje eden od povodov za razhod med Freudom pa Jungom, moram povedati tudi med ostalim, ne, torej, jaz vam povem, jaz sem bil leta 2001 v Cambridgeu, je bil Jungovski kongres, in takrat je še to bila, bi človek rekel, skrivnost, ne, torej, in so rekli, kdo si to želi ogledati, naj gre, ne, če kdo zmore to pogledati. Ta film, ne, s Sabino Spielrein, ne. Dejansko, kdo zmore to pogledati? Ne, jaz sem šel, ampak jaz sem jokal. Jaz sem, moram povedati, parkrat v življenju jokal, ne, ampak takrat, ko sem jaz gledal ta film, sem dejansko, enostavno jaz sem jokal, ne. Torej, Sabine Spielrein, torej, bi pač to omenil zopet, kjer je bil med njima, recimo, je bil transcendentalen odnos, ne, to se pravi, arhetipski odnos je bil, ne, ker dejansko Jung je bil doma, ne, in po noči reče, sedaj pa moram iti, in dejansko Sabine Spielrein je bila pred Studencem, da se bo vrgla noter v Studenec na psihiatrični kliniki Burghölzli, ne. Torej, skratka, to ni bil navaden tisti odnos, ampak je bilo še nekaj mističnega ali kakorkoli že, ne, arhetipskega, bi rekli, ne. Ampak seveda, huda zgodba je pa bila Toni Wolff, ne. Toni Wolff, ne, torej, Toni Wolff, ki je praktično postala nekje družinski član Jungovih, ne. Toni Wolff, ki jo je mati pripeljala zaradi raznih psihičnih težav, introvertnosti, hude in tako naprej, ne. Potem Toni Wolff je spremljala Jungovo družino na potovanju, torej, ko so bili Jungovi otroci bolni in tako naprej, jih je Toni Wolff negovala, ne. Ampak Emma Rauschenbach, kot rečeno, ne, torej Emma Jung, pozneje seveda žena, ne, je bila tista, bi človek rekel, tista arhetipska gospodinja, arhetipska mati, ki je vse to dejansko prestajala, ne, in če boste kaj brali, to ni bilo lahko dogajanje, ne. In Carl Gustav Jung je potem nekako se poskušal nekako distancirati od Toni Wolff, ki je leta 1953 umrla za srčno kapjo, ampak zopet, koliko sem prebral, ne,
Jung ni mogel na pogreb, ampak je šla Ema. Jungova žena je šla na pogreb od Toni Wolff. In ko je zvedel, da je Toni Wolff umrla, je dobil silen napad tahikardije, torej dejansko hudo razbijanje srca, kot vemo, je pred 69 letih Jung utrpel srčni infarkt. Torej samo nekako toliko, torej v bistvu bi rekli, po domače povedano, zapeljala ga je slava, zapeljala ga je ta njegova lastna anima, ki se je pa personificirala torej, v teh in teh ženskih osebnostih. Torej, toliko, kar se tiče anime, ko boste brali, pogovori z animo, je to. Potem bi seveda še rad omenil, kar se tiče Jungovo religioznost. Če gledamo Jungovo religioznost iz aspekta, bi rekli, neke sodobne, bomo rekli, strukturirane religije, potem ne moremo govoriti, da je Jungu tokom njegovega življenja uspelo v sebi urediti religiozni sistem, religiozno strukturo. Rad bi samo spomnil na leto 1937, ko je v Bombeju dejansko bil na ladji in je intenzivno bral alkimijo. Torej, intenzivno je bral alkimijo, ampak lepo vas prosim, torej, končno je on prišel do določenih spoznanj, da pravzaprav zahodna religioznost kot taka je v tej smeri, ampak ni mu pa uspelo razviti eden, bi človek rekel, sprejemljiv, v narekovajih, zahodnoevropski, krščanski, religiozni sindrom, da tako rečem, ali pa enostavno sklop, ali pa eno tako v tem smislu življenje. Skratka, torej ta njegova religioznost je bila nekaj, bom rekel, svojevrstnega, ne moramo jo v nobeni obliki primerjati z nekim diferenciranim, če smem tako reči, krščanstvom. Kar se tiče same alkimije, je seveda več kot zaslužen in zopet avtor je to zapisal, nisem jaz, ampak moram povedati neke vrste, ta njegova alkimija je Rorschachov test. V bistvu, to se pravi, Jung je smatral, pač alkimisti kot taki projicirajo svoje kolektivno nezavedno v te kemične procese. Toliko, kar se tiče alkimije, ker boste imeli seveda veliko milost, da boste več slišali o alkimiji. Ampak rad bi se še pa zopet dotaknil tega zrelega Junga, ki pa je podlegel Wotanu, to se pravi, dejansko Jung se je tam leta 1933 zelo navdušil za Hitlerja, moramo biti iskreni. Čeprav moram povedati, da v bistvu so številne moje profesorice na Jungovem inštitutu dejansko bile judinje, tako da nikogar ne branim, niti samega sebe. Ampak samo toliko pač, on se je navdušil za Hitlerja. V bistvu, kot se reče zopet, v smislu obuditve tega arhetipskega Wotana. Torej, o tem morda kdaj drugič, ampak v glavnem, on je v Hitlerju videl tudi nekega vizionarja in tako naprej. In potem seveda, ko je spoznal to hudo napako, ali kakorkoli bi že rekli, torej arhetipsko napako, bom kar povedal, arhetipsko slabost ali pa arhetipsko regresijo, potem se je zelo spravil na Sovjetsko zvezo,
in je celo razmišljal, ne, da bi se organizirala neke vrste križarska vojna proti Sovjetski zvezi, torej, ker je zelo pač takšen in takšen odnos do komunizma, torej, ampak zopet bom rekel, ne, na eni strani, kot je rekel, da si je pač oblast podredila religijo, to je eden aspekt, ampak drugi je bil tudi kar krepko kot materialne narave, je pač obsojal, je to, da pravzaprav, torej, da se ta materialnost ne more na tem področju Sovjetske zveze realizirati. Kar se tiče Rdeče knjige in Goethejevega Fausta, bi samo to omenil, ne? Torej, kot rečeno, Jung v času gimnazije, torej kot gimnazijec, časti Goetheja, ampak dejansko iz tega veličinskega aspekta. Ne? Torej, Faust, v bistvu ta superiorni Faust, bi rekli. Ne? Medtem, ko pa potem v Rdeči knjigi, kot taki, ne, pa se je on srečal s to kolektivno arhetipsko senco in se ne more sprijazniti z umorom Filemona in Baucis, to se boste spet prebrali v mitologiji. Ne. Skratka, torej, v mladosti se identificira s tem veličinskim Goethejem, če smem tako reči, medtem ko potem, ko piše vsebino Rdeče knjige, odnosno ko izide po 16 letih pisanja iz tega obdobja, dejansko trpi zaradi umora Filemona in Baucis. Torej, gre se za to, jaz bi rekel, da je ta Rdeča knjiga v bistvu nekje tudi Jungova individuacija, odnosno neke vrste kompenzacija v primerjavi, bom rekel, nekega mladostniškega razmišljanja, odnosno tisto, kar je v svoji mladosti smatral za superiorno, je nekako minimaliziral in pač se je srečal, bi človek rekel, s čisto tem navadnim človeškim faktorjem v sebi. Rdečo knjigo priporočam v branje. Ne bodite žalostni, če dosti ne boste dejansko si zapomnili, ne? Čisto tako po domače rečeno. Ne? Torej, če malo primerjam, to je v bistvu arhetipska knjiga, ne? To je arhetipska knjiga, ampak to je Jungovo lastno nezavedno. Torej, zato pač iz te Rdeče knjige boste vi samo spoznali Jungovo lastno, njegovo lastno nezavedno. Ne? Kakšno je pa moje, vaše kolektivno nezavedno, iz te knjige ne morete spoznati, vam daje samo neke vrste pogum, da sami stopite, če je potrebno, vase, ne? In da se ukvarjate s tem vlastnim kolektivnim arhetipskim svetom. Spoštovane gospe in gospodje, jaz sem tudi, zelo rad sem tudi nevrolog, moram povedati. Ne? O tem nevrološkem aspektu danes nisem govoril, vendar bi pa le rad pripomnil, da ne razmišljati o psihoanalizi, analitični psihologiji, o Karlu Gustavu in tako naprej, samo iz tega bi človek rekel psihično-duševnega aspekta, ampak da ima vse skupaj, bom rekel, le tudi svojo možgansko osnovo, kajti, če se malo vrnem recimo na sajnski svet in tako naprej, skratka,
Torej, mi ne moramo o sanjah samo fantazirati, abstrahirati in tako naprej. Torej, sanje imajo tudi svoj možganski korelat in to bi pač samo rad opozoril iz tega aspekta, da kot psihiater, kot jungovec nimam rad nekih filozofiranj, nekih abstrakcij, ampak poskušam te zadeve tudi nekako prizemljiti iz aspekta možganskega funkcioniranja. Poskušal sem vam ta večer nekako narediti prijeten. Imel sem težji scenarij, ampak sem rekel, nima smisla, da vas morim, dovolj boste simpatično zamišljeni pa zamorjeni, ko boste brali Rdečo knjigo. Hvala za prisotnost, želim vam, bom rekel, sanje s pozitivnim koncem. Hvala.